Od danes pa do nedelje bo v mariborskem domu Danice Vogrinec ponovno zelo pestro. Kaj vse so pripravili starejši, se lahko prepriča, da je na lastne oči. Mi pa vam bomo v naslednjih minutah izdali nekaj namigov. Dobro jutro. Marko Slavič, direktor doma. Ja, lep pozdrav, dobro jutro. In oskrbovanca Marjan Zlatko, Frankeš in Polde Dolenc, pravzaprav stanovalca, bolje rečeno. Ta tridnevna prireditev Danice 2014 je še enkrat več dokaz, da starejši znajo, zmorejo, si želijo, imajo še vedno veliko volje. Kaj ne? Ja, drži. Letošnja Danica 2014 je tako vroča, da če kurenti niso pregnali zime, jo bomo po teh 3 dneh naše vroče Danice vsekakor mi. Glede na to, da sta danes z mano in Polde in Zlatko, ki sta tako aktivna bosta in sta in še bosta v teh 3 dneh, bosta povedala verjetno marsikako zanimivo zgodbo, ki je povezana s pripravami, z športnimi, kulturnimi, predvsem z športnimi. Saj Zlatko član naše prve ekipe, ki bo odigrala nogometno tekmo z veterani nogometnega kluba Maribor, kar 16 se jih pripravlja za to naše srečanje po Daničini štafeti modrosti. Polde je pa tako ali tako naš ključni promotor teka, brez katerega v naši Danici ne zmoremo, maratonec po dolgem in počez. In morda bi jaz na začetku rekel samo tole, da sem skrajno ponosen na vse, ki so, torej najprej na izjemno ekipo naših zaposlenih, ki so pripravili tako veličastne dogodke, ki se začenjajo danes čez 2 uri, ko gostimo več kot 500-600 pevcev starejših iz vse Slovenije v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, ki se nadaljujejo z klubom 100-letnikov. Ko prihajajo v goste k nam v Maribor, v dom Danice Vogrinec, 100-letniki iz vse države. Letošnje leto bomo gostili, mislim, da kar okrog, mislim, da jih pride okrog 6. Z gostjo Nušo Derendo nadaljujemo v jutrišnjem dnevu z tradicionalno godbo na pihala ob 9:30 na enoti Tabor, 10:30 na enoti Pobrežje, ko v nadaljevanju vozimo naše stanovalce za starodobnimi vozili. Skratka, se imamo nadvse fajn, ne manjka nezamenljiva, nepogrešljiva kočija, s katero se vozimo torej v popoldanskem času, jutri v soboto, tako na enoti Tabor kot na Pobrežju, in zaključujemo ta večer, torej ta popoldan, z Daničinim pomladnim večerom, z Tanjo Žagar na enoti Pobrežje in z Adijem Smolarjem ob 2 na naši enoti Tabor. Gre za torej zelo, zelo zanimive zgodbe in verjamem, da boste kolega povedala še kaj več, glede na to, da smo se zelo intenzivno in kvalitetno pripravljali na to Danico. In to vsekakor še enkrat več dokaz, da je tudi starost lahko zelo aktivna, zelo pestra. Zlatko, vi ste pri nogometu, ste kapetan, niste kapetan? Ne, kapetan ne vem, če bom ravno, ker kapetan bo v verjetnosti naš as, naša zvezda v moštvu, ki prevladuje stanovalec Marko, ki je bolj uspešen pa boljši kot jaz, ker jaz sem že pred leti igral amatersko nogomet in še nekaj ostalo v nogah. Je še nekaj občutka še za žongliranje, za preigravanje. Ampak stabilnost pa so prinesla, človek pri 80 ni več tako stabilen, statičen. Ampak imamo, se pravi, to sem zelo, kako bi rekel, presenečen, ker naš direktor to idejo, da je prišel do te ideje, da je povabil NK Maribor, in to komaj čakam, da sem srečal z bivšimi svojimi poznanci, pacienti, prijatelji na bojnem polju, to se na nogometnem igrišču. Samo ne poškodujte jih, ne? Ja, oni so že fantje v letih malo, tako da previdno z njimi, ne? Tako. Previdno. Vi ste videli prej prispevek, ko sem igral nogomet, pa vi ste igrali nogomet, ocena, ena hitra? Moram reči, ena prva liga, odlično. Ja? Vidim odlično, da ni nobena padla, vidim tista nogometašica, se pravi, da ima fin občutek in da je nežen. Tako da, ne vem, bo imel težave, če bojo videli tole gledalci. Priprave trajajo že kako dolgo? Obstajajo že za 1 teden, kar je gospod direktor tole. 1 teden se že napolno pripravljate, potem pa veterane NK Maribor premagati. Vsaj 5-0 ne bo, vsaj 5-0. Gospod Polde, vi pa ste maratonec, ne? Ampak za maraton se pa ne pripravlja 1 teden prej, ampak verjetno kar celo leto.
Ja. Za maratone se pripravlja celo leto, ja. Ja. Pa še več. Kdo Pa hodi še- vse na priprave? Ste sami ali še kdo se vam pridruži pri tem? Mama, ja, medva z mojo partnerico skupaj se pripravljava. Drugače pa imamo vsaki teden uradne treninge v parku. In kaj počnete tam? Tam tečemo. Ja. Tam treniramo pod strokovnim vodstvom Lovšeta, Jurija Lovšeta. Pa to je v bistvu najprej ogrevanje, potem rahel tek, potem To je verjetno malo ogrevanje, močnejši, potem ne? pa so teki po skupinah. Aha. Tako da tisti, ko so malo hitrejši, jaz dosti krat za sebe tečem, ker so drugi mlajši. Ja. Ja. Tako da, ampak prehitite pa jih, ne? Zdaj ne več. Zdaj ne več, malo več samozavesti, verjamem, da jih. Torej, nogomet, štafeta, to sta le dve prireditvi, kar nekaj še bo takšnih zanimivih, mogoče samo, da še kakšno izpostavite. Res, jaz bi morda iz tega mesta, glede na to, da je tudi Zlatko po zadnjem treningu rahlo poškodovan, vendarle pozdravil našega Toneta, ki pa se je poškodoval na enem od prejšnjih treningov in žal ne bo mogel biti zraven. Tako da žal smo malo zdesetkani, manjka nam ključni igralci, ampak pomembno je, da ob 9:30 začenjamo z Daničino štafeto modrosti, to je v nedeljo, in takrat vas vabim vse Mariborčane, vse dobre volje, da ste ob 9:00 na enoti na Tabor, od koder stečemo proti Pobrežju. Krasno. Ko so priprave resne, pride tudi do poškodb. Tako tudi je. Ne? Najlepša hvala vsem za obisk v studiu in pogovor. Hvala. Hvala lepa.